Jani, hvala za predstavitev in pa hvala, da ste si vzeli točno toliko časa, koliko vam je bilo namenjeno. To spoštujemo na takih dogodkih. Zdaj pa vabim Lauro Horvat, da predstavi članek Raziskovanje digitalne medijske pismenosti in vzorce uporabe med starejšimi gluhimi v Sloveniji. Izvolite. Predvsem družbena omrežja in pa spletne medijske portale. Čisto na kratko bi torej rada povedala, da je v Sloveniji zelo težko ugotoviti točno število gluhih oseb in naglušnih oseb. Po zadnjih podatkih iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije bi naj torej bilo 1500 gluhih in približno 50.000 oseb z okvaro sluha. Pomembno pa je, da vemo, da gluhe in naglušne osebe komunicirajo z slovenskim znakovnim jezikom, ki je v Sloveniji, v Republiki Sloveniji tudi uradni jezik in je zakonsko zaščiten. Predvsem pa je pomembno to, da pač vemo, da imajo s tem gluhe osebe in tudi naglušne pravico dostopa do tolmača in informacij s pomočjo prilagojenih tehnik, torej podnapisov in podobno. Skozi teoretični okvir pa smo ugotovili razloge, ki naj bi bili ta socialna interakcija, zakaj v bistvu gluhe in naglušne osebe uporabljajo digitalne medije, torej da se vključujejo v svojo skupnost in v celotno družbo, da dostopajo do informacij in tudi za zabavo. Predvsem pa je pomembno, da poudarimo to socialno izolacijo oziroma izključenost iz družbe, digitalnega okolja, digitalnih interakcij in vsebin. Pa bi jaz kar prišla na metodo. Izbrali smo si skupinski intervju, pripravila sem polstrukturiran vprašalnik in nato se sestala z udeleženci. Intervju je potekal tako, da je bila prisotna tolmačka, potekal je v prostorih Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, za kar se jim tudi pač rada bi zahvalila, da so me pač vključili v društvo in bili pripravljeni sodelovati. In si pri tem seveda zastavila dve raziskovalni vprašanji. Prvo se glasi, kakšna je digitalna medijska pismenost med starejšimi gluhimi osebami, in drugo, kako starejše gluhe osebe uporabljajo digitalne medije. Udeleženki sta bili dve starejši gluhi osebi, ki sta pa morali izpolnjevati kriterije, ki sem jih navedla na slajdu, torej, da se identificirata kot gluhi ali naglušni osebi, da sta včlanjeni v društvo gluhih in naglušnih oseb, da sta aktivni uporabnici vsaj enega družbenega omrežja in da uporabljata spletne medijske portale. V tabeli lahko vidite najpomembnejše sociodemografske značilnosti, ki so v bistvu vplivale in potem nekako pač smo lahko iz tega razbrali, kakšne so na podlagi teh značilnosti potem rezultati. Torej, starejši sta bili od 60, spadata v raven izgube sluha, torej v popolno raven. Kar se pa tiče izgube sluha, sta obe osebi izgubile slobode v življenju, torej pred razvojem govora, in zato kot primarni jezik uporabljata slovenski znakovni jezik. Vprašalnik je bil pač nekako razdeljen v 3 sklope. Prvi je torej zajemal sociodemografske značilnosti, drugi je se potem nanašal na uporabo digitalnih medijev, tretji pa je vključeval vprašanja glede digitalne pismenosti, medijske pismenosti in pismenosti na področju družbenih omrežij. Nekaj vprašanj pa se je navezovalo tudi na dostopnost vsebin, tako da je to pač dejansko vsebina vprašalnika. Jaz bi kar prišla na rezultate raziskovalnega vprašanja 1. Kar se tiče digitalne pismenosti, smo ugotovili, da v bistvu obe intervjuvanki nekako sta v zadovoljivi ravni digitalne pismenosti, torej znata uporabljati digitalne naprave, uporabe sta se bistveno naučile v neformalni obliki s pomočjo družinskih članov, tudi pomoči tolmača.
Pri tem bi rada tudi povedala, da naprimer intervjuvanka 1 uporablja samo telefon, medtem ko intervjuvanka 2 uporablja tudi poleg telefona, torej še računalnik in tablični računalnik. Nobena pa v bistvu ni izrazila želje po izboljšanju svoje digitalne pismenosti. To pa predvidevamo, da zato, ker se v bistvu ob težavah lahko vedno obrneta na pomoč drugih, torej tako družinske člane kot tudi tolmača. Potem glede medijske pismenosti smo ugotovili, da kritično mišljenje ni prisotno, kar je bistveno pri medijski pismenosti. To smo ugotovili na način, da smo pač jo povprašali, ali preverjata na primer verodostojnost spletnih vsebin, kateri so te viri, kje preverjata te vsebine, in v bistvu sta obe potem rekli, da pač ne preverjata, da se potem pozanimata pri znancih, če recimo neka informacija resnična ali ne. Potem nobeno izmed njiju ni razumela političnih vplivov, ki lahko nekako nastanejo na medije. Torej, sem jima morala v tem področju tudi pač razložiti, kakšni so lahko vplivi, vse na slovenskem območju. Potem pa je bilo vprašanje še tudi glede lažnih novic, ker sta obe nekako še najbolj pa intervjuvanka 2 izrazili to zaskrbljenost in sumničavost do teh nekih čudnih povezav ali pa nekih člankov. Vendar je potem tolmačka pri tem rekla, da pač na podlagi tega, kako dobro se poznajo, da bi intervjuvanka 2 pa lahko celo verjela in te povezave oziroma lažne novice delila dalje. Tako da so vsi ti neki 3 pokazatelji potem pripeljali do tega, da smo ugotovili, da kritično mišljenje ni prisotno oziroma je zelo nizko. In pa potem pismenost na področju družbenih omrežij. To smo pa preverjali predvsem s spretnostjo uporabe Facebooka. Pri tem je pa intervjuvanka 2 pokazala bistveno večjo spretnost, znala je krmariti po aplikaciji, znala je razložiti tudi te osnovne funkcije, kje se objavi, kako se komentira in deli. Tudi sama je nekako potem pokazala to voljo, da je pokazala še tudi, kako se objavlja v načinu zgodbe. Skratka, se je videla ta neka suverenost. Intervjuvanka 1 pa je potrebovala več časa, je pokazala nekaj zmedenosti. Kljub temu pa je bil tukaj en res lep primer interakcije med intervjuvankama, ki ga skupinski intervju omogoča. In sta tudi med sabo pač se potem zmenile, da intervjuvanka 2 pokaže intervjuvanki 1, kako se objavi zgodba na Facebooku, tako da se je razpletla recimo neka manjša debata glede tega. In potem rezultati raziskovalnega vprašanja 2. Ugotavljali smo oziroma spremljali smo uporabo družbenih omrežij. Ugotovili sem, da obe intervjuvanki uporabljata Facebook, tudi najraje in najpogosteje, poleg tega še Facebook Messenger in pa aplikacijo WhatsApp, medtem pa še intervjuvanka 2 tudi Instagram in pa aplikacijo Imo. Pogostost uporabe, torej navedli sta, da uporabljata družbena omrežja enkrat dnevno, včasih tudi večkrat, največkrat je pa to zjutraj. Razlogi pa so predvsem za komunikacijo in pa interakcijo z drugimi uporabniki, za zabavo in pa informiranje. Pri tem bi rada poudarila, da je intervjuvanka 2 bistveno bolj aktivna uporabnica, ker objavlja lastne vsebine, fotografije, videoposnetke iz raznih izletov in druženj, medtem ko intervjuvanka 1 ne objavlja lastnih vsebin, kvečjemu zgolj deli kakšne druge objave drugih uporabnikov. Potem glede spletnih medijskih portalov smo ugotovili, da uporabljata oziroma spremljata RTV Slovenija, dostopno.si, 24ur.com, intervjuvanka 1 pa tudi žurnal 24.si. Intervjuvanka 2 spremlja tudi nekatere hrvaške portale, kar je pa tukaj pomembno je to, da mi ni znala navesti
dejanskih imen oziroma pač imen teh portalov, temveč je povedala, da se to pač prikaže na Facebooku in potem klikne, če jo vsebina zanima. Tudi spletne medijske portale spremljata enkrat na dan, običajno zjutraj, prav tako za informiranje in zabavo, torej spremljata informativne, kulturne, zabavne in športne vsebine. Do spletnih medijskih portalov oziroma vsebin teh portalov pa dostopata preko družbenih omrežij, torej nobena izmed njiju ne dostopa oziroma sama ne dostopa do njih preko brskalnika, temveč preko povezav, ki jih recimo ven vrže Facebook. Kar pa je bilo pač zanimivo in potem tudi nekaj vprašanj je bilo na temo portala dostopno.si, torej obe intervjujanki poznata in uporabljata portal dostopno.si, se za razumevanje vsebine potrebujeta tolmačenje vsebine. Prav tako pa vidim, da uporabljata tudi druge, torej državne in pa komercialne medije, skratka sta dokaj vpleteni v to. Tako da na podlagi obeh raziskovalnih vprašanj lahko sklepamo, da intervjujanki morda ne razmišljata dovolj kritično, saj smo njuno digitalno medijsko pismenost označili kot nizko. Prav tako je pomembno to, da intervjujanki medijskih vsebin ne iščete namenoma, torej dostopata preko povezav, preko družbenih medijev, družbenih omrežij. Tukaj se nam je pač porajalo neko vprašanje, če je možno tudi to, da so dejansko in intervjujanke ter tudi na splošno skupnost drugih oseb, če so morda prisiljeni k uporabi družbenih omrežij, če želijo recimo komunicirati na daljavo, torej preko aplikacij WhatsApp, Facebook Messenger in podobno, ter če so pač tudi nekako prisiljeni uporabljati spletni medijski portal dostopno.si, ker je v bistvu edini medij, ki omogoča tolmača, omogoča podnapise, prepise, vsebine, skratka, ali je mogoče to nekako, torej sta prisiljeni v uporabo, ali pa zgolj, ker si želita. Kljub njuni starosti, dolgotrajni izgubi sluha in pa v bistvu nekemu neformalnemu izobraževanju sta se pa vseeno dokaj dobro prilagodile uporabi in digitalnih naprav in digitalnih medijev. Lahko rečemo, da sta aktivni uporabnici s tem, da, kot sem prej rekla, je intervjujanka 2 bistveno bolj aktivna, medtem ko intervjujanka 1 je s tem, da je manj aktivna, tudi nekako je njena digitalna medijska pismenost še toliko nižja. V članku lahko zasledite, da smo jo nekako poskusili potem uvrstiti v nek spekter oziroma kategorijo digitalne medijske pismenosti. Obe smo uvrstili v funkcionalni spekter, torej obstaja še potem kritični spekter, v katerega bi uvrstili, če bi bilo prisotno kritično mišljenje, vendar ker ga ni, sta potem obe spadata v funkcionalni spekter, intervjujanka 2 v funkcionalno ustvarjanje, ker je torej bistveno bolj aktivna, ustvarja lastne vsebine, tudi zna bolje uporabljati oziroma je malo bolj samozavestna pri uporabi, medtem ko pa intervjujanka 1 smo uvrstili v kategorijo funkcionalne potrošnje, torej v tej kategoriji pa je še vedno pač prisotno znanje in pa uporaba, vendar je nekoliko manjša. S tem bi tudi zaključila, rada bi poudarila, da naša študija razkriva, da je digitalna medijska pismenost ključnega pomena pri uporabi digitalnih medijev, torej obstaja neka povezava med tema pojmoma oziroma potem, da je nizka digitalna medijska pismenost intervjujank privedla do manj kritične in previdne uporabe digitalnih medijev. Poudarila bi pa tudi omejitev te študije, torej, da je premajhen vzorec, ter da je lahko prišlo do morebitnih nesporazumov v komunikaciji zaradi prisotnosti tolmača. Bi pa rada povedala, da se nam zdi ta študija zelo pomembna
neka izhodična točka za nadaljne raziskave, tako gluhih oseb v Sloveniji, kot mogoče širše. In pa potem bila tudi zelo pomembna za nadaljevanje magistrskega dela, ki sem ga pač letos tudi pisala, ker sem pa potem vključila še naglušne osebe in je bila pomembna pri tem, da sem lahko primerjala rezultate obojega. Tako da hvala lepa za pozornost, in hvala organizatorjem za konferenco. Hvala.